večer, cenjeni obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Kočevska je bila dežela cerkva in kapel. Po dolinah, na vrhu gričev ali na razglednih pomolih jih je tekom stoletij zraslo 100 in več. Tako so sooblikovale krajinsko sliko kočevske dežele, ki je danes žal izgubljena. Od srednjega veka dalje so kočevske cerkve in kapele kljubovale času, vremenu in vojnim vihram. Mnogi izmed njih so v 20. stoletju postale žrtev izsiljevanja, vojnega pustošenja in ideološke nestrpnosti. A stvari se spreminjajo. Porušenih cerkva res ni moč ponovno zgraditi, vsaj takih ne, kot so bile nekoč. Lahko pa jih vseeno iztrgamo pozabi. Kako? O tem bo govoril nocojšnji večer, o tem govori tudi danes odprta razstava. Spoštovane in spoštovani, dober večer. Dobrodošli na otvoritvi razstave Sakralna dediščina na Kočevskem. V imenu naših gostiteljev, Galerije Družina, bo spregovoril direktor založbe Družina, dr. Janez Gril. Prosim. Dober večer, spoštovani gospod škof, Andrej Glavan, novomeški škof, spoštovani gospod Weber, kočevski župan, spoštovani gospod ravnatelj pokrajinskega Kočevskega muzeja, gospod Ivan Kordiš. Tamle zadaj sedi gospod Troha, posebej prisrčno pozdravljen, je avtor teh maket. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, med vsemi vami bi rad pozdravil samo dva predsednika dveh kočevarskih društev, ki so nocoj med nami, in bi jih pozdravil rad zato, ker to, kar bomo nocoj odpirali, kar bomo občudovali, je tesno povezano z dolgo zgodovino nemške manjšine, ki je živela na Kočevskem in je vse to, kar bomo nocoj videli, zgradila, vzdrževala, ohranjala in danes pač je na nas, da se tega s hvaležnostjo spominjamo, da to občudujemo in da tisto, kar je ostalo, ohranjamo še naprej. Obenem pa bi rad ob tej razstavi, ko človek razmišlja, rekel predvsem to, v kakšnem sožitju, v neki medsebojni povezanosti so živeli večinski Slovenci in manjšinski Nemci, skupaj ustvarjali, skupaj molili, skupaj gradili cerkve in umetnost, sakralno in drugo, ki bomo nocoj tukaj občudovali, govori o neki sličnosti, o neki podobnosti, umetnosti, vernosti, ki je kljub različnim narodnostim postala podobna, enaka. Hvaležen sem Kočevskemu pokrajinskemu muzeju, da je to razstavo najprej sam postavil in potem v sodelovanju z družino tudi prestavil sem k nam v Ljubljano, da bomo lahko to si ogledali, občudovali in ohranili v svojem spominu. Tamle na steni sta dva zemljevida, eden je posut s cerkvami, na drugem je malo cerkva in to je odraz tega, kar nocoj razstavljamo. Bi rad pa nocoj še z eno osebno poanto zaključil ta moj uvodni pozdrav. Tam na robu, pri Poljanah nekje, se je nemški in slovenski svet stikal in tam nekje smo se tudi rodili ljudje, ki oba svetova v sebi nosimo in to žlahtno kulturo naše domovine ohranjamo in želimo ohraniti tudi naprej. Hvala vam, da ste se odzvali našemu povabilu in vas že sedaj vabim, da uživate ob tej izjemno zanimivi in lepi razstavi. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Grilu. Razstava Pokrajinskega muzeja Kočevje Sakralna dediščina na Kočevskem z dokumentarnim gradivom, širokim izborom arhitekturnih maket in skopimi predmeti nekdanje notranje opreme sakralnih objektov zajema usodo 149 cerkva in kapel na Kočevskem. Razstava je bila prvič postavljena v marcu mesecu lanskega leta v Pokrajinskem muzeju v Kočevju.
Besedi vabim direktorja Pokrajinskega muzeja Kočevje in vodjo projekta ter avtorja razstave ob pomoči kustodinje gospe Vesne Jerbič-Perko, profesorja Ivana Kordiša, prosim. Dobro večer sem skupaj tudi v imenu Pokrajinskega muzeja Kočevje. Veseli me, da smo se uspeli dogovoriti z založbo Družina in se jim te priložnosti zahvaljujem za skupnost. Upam, da bo naletela na ugoden odmev, tako kot je naletela tudi pri nas doma v Kočevju. V naši sredi bi posebej rad pozdravil gospoda Andreja Glavana, novomeškega škofa, gospoda Janeza Grila, direktorja založbe Družine, kočevskega župana, gospoda Janka Webra, sekretarja na Ministrstvu za kulturo, gospoda Silvestra Gabrška in seveda vse tukaj izbrane. Raziskovalci Kočevske so njene umetnostne spomenike pred več desetletji označili za podeželske. Takšna oznaka je njene umetnostne dediščine je za dolgo časa zaznamovala kočevsko deželo. Terenski zapiski umetnostnih zgodovinarjih so sicer ostajali manj znani, veliki pregledi pa so območje kar zaobšli. V geografski zaprtosti in samozadostnosti kočevske dežele, kjer je bila še posebej izražena tradicionalnost in konzervativnost, so se nagosto posejala zlasti majhna svetišča, narejena po meri preprostega človeka in naravnih danosti. S pomočjo mojstrov gradbenikov, ki so jih pozidali kar sami, pri poslikavi in notranji opremi pa so jim pomagali Čopiča in leta bolj ali manj vajeni umetniki. Številni sakralni spomeniki Kočevske so dolgo desetletja skrivali pravega avtorja. V zadnjih nekaj letih pa so ruševine ter zidovi cerkva in kapel s pomočjo arhivskih virov in porumenelih fotografij razkrile marsikatero skrivnost, ki kaže na likovno in arhitekturno raznolikost ter nenazadnje tudi na bogatstvo sakralne dediščine Kočevske. In ravno to iz pozabe danes predstavljamo na pričujoči razstavi in obsežnem razstavnem katalogu, ki si ga boste danes lahko tudi kupili. Pozornost v besedilih na razstavi in v omenjeni publikaciji je zavestno osredotočena na arhitekturo in manj v notranjo opremo. Osnovno vodilo pa predstavljajo makete cerkva in kapel, ki jih je v letih 1994 do 2004 izdelal Anton Troha doma iz Vinice, po rodu pa doma z Kočevske iz Rogatega hriba. Ravno iz Rogatega hriba je tudi prva maketa, ki jo je naredil, in te je sležilo še 33, kar predstavlja skoraj tretjino vseh porušenih cerkva na obravnavanem območju. Obsežen in zahteven projekt je bil v strokovnem, organizacijskem in tehničnem pogledu velik izziv za majhen kolektiv Kočevskega muzeja. Zato so nam pri pripravi razstave pomagali uveljavljeni strokovnjaki in naši tudi dolgoletni sodelavci. Naj jih na tem mestu omenim in se jih prav lepo zahvalim. To so dr. France Dolinar, Blaž Resman, Gojko Zupan, Mitja Ferenc in Helena Seražin, ki je prispevala 147 opisov cerkva in kapel, Gojka Zupan pa 2. Za njihovo vestno in natančno upravljeno delo se jim najlepše zahvaljujem. Posebna zahvala gre še drugi polovici Kočevskega muzeja, tu prisotni Vesni Jerbič-Perko, za njeno požrtvovalno in tvorno sodelovanje pri nastajanju razstave in spremljajoče publikacije. Prav tako seveda vsega tega projekta ne bi bilo brez finančne pomoči Ministrstva za kulturo ter občine Kočevje in Kostel in seveda številnih sponzorjev. Tudi njim iskrena hvala. Seveda pa največja zahvala pa velja avtorju maket, tu prisotnemu Trohi, ki je kljub malo slabšemu zdravstvenemu stanju se odzval našemu povabilu, tako da smo danes kar cel dan porabili, da smo ga nekako prepričali in pripeljali tudi v Ljubljano. Že prej sem omenil, da je kolektiv Kočevskega muzeja majhen, tako tudi nimamo neke posebne tehnične ekipe in pri tem se je zopet posebej izkazala tehnična ekipa, ki jo vodi Roman Zupančič, sicer doma iz Novega mesta, vendar zdaj že nekaj časa kar Kočevar.
Pripričani smo, da bo tako razstava, kakor tudi spremljajoča publikacija, ki je pred vami, pripomogla k še večji prepoznavnosti ne samo Kočevskega muzeja, ampak tudi tega dela naše domovine in njene kulturne dediščine. Vsem skupaj še enkrat iskrena zahvala za obisk in upam, da boste uživali v nocojšnji razstavi. Hvala lepa.